Upam, da boste zdržali. Vem, da se temperatura znižuje, da postane bolj vlažno. Tako da je zdaj moj ta drugi del, zdaj predstavljam ta drugi del in upam, da niste še utrujeni. Zdaj bomo pogovorili o 6 čutov, tako da mogoče je kar pravi čas, da se te pogovarjamo, tako da če čutite neprijeten občutek, zanimivo, bomo to malo analizirali zdaj. Ali trpite zaradi tega, ali je samo neprijeten občutek, zakaj do tega pride, kaj je narava doživljanja. Tako da bomo malo začel to temo, pa spet kakšno vprašanje, odgovore. 6 čutnih sfer, zdaj Buda več kot govoril o tem. Veste, sem govoril o 6, ne o 5. Torej, očitno poznamo že iz biologije osnovne šole, da imamo oči, nos, usta, ušesa, kaj sem rekel še? Oči, usta, tip, ampak imamo tudi še Zato, ker more oko lahko gleda, ušesa slišijo, jezik okuša, telo tipa in tako naprej. Ampak še zmeraj je še eno doživljanje, ki ne pokrivajo teh 5 čutov, ta doživljanje misli, sanje, te mentalne podobe. Tako da zato govorimo o 6 čutov. Zdaj, v svoji kontemplaciji, ko sem bil še mlajši menih, sploh nisem hotel razmišljati o teh 6 čutov. Se mi zdi, da je nepomembno, zakaj se bi ukvarjal s čuti, če treba pa iti vse samo v notranjost, pa pogledati se vase, pa te stvari, samo izničiti. Čutne stvari so slabe, samo izničiti jih, pa samo biti v sebi. In mi je trajalo nekaj časa, nekaj let, da sem začel videti, kako grozno pomembno je opazovati te čute in jih tudi razumeti. In to je zelo pravzaprav fundamentalnega pomena, da to raziskujemo, ker marsikaj se lahko tudi razjasni zaradi tega. Zdaj imamo, ali lahko mi sploh doživljamo brez čutov? Torej, nemogoče. Čuti, zaradi čutov mi doživljamo. Ali bi bilo občutek jaz sem, če ne bi bilo čutov? Ali bi bili srečni, če ne bi bilo čutov? Ali bi bili trpeli, če ne bi bilo čutov? Torej, vidite, kako nek temelj našega doživljanja, je to prijetno, neprijetno, ali to imamo visoko, nizko doživljanje, ali karkoli že. Ali pa, če govorimo o energiji in tako naprej, nič ni izven teh 6 čutov. Tudi, ko govorimo o božanskih svetovih, imajo čute, nekaj drugega, pa vsaj mentalno, in to vse do najnižjih svetov, kolikor imamo v spisih, da imajo čute. Drugače v peklu ne bi peklo. Torej, so čuti. In za vsako doživljanje, na primer imamo vidno doživljanje, imamo slišno doživljanje, poslušanje, čutenje in tako naprej. Kaj mora biti prisotno, da mi lahko nekaj doživljamo? Recimo, zdajle jaz vas gledam. Katera dve stvari sta potrebni, da jaz lahko vas vidim? Kaj rabimo? Oči? En objekt, ja. Torej, te dva faktorja. Tako da, zdaj se že vidi, da neko doživljanje, to nam že pove, ko vidimo 2 faktorja rabimo, nujno. Kar pomeni, da če se mi istovetimo in damo nek pomen in pomembnost doživljanju, jaz se doživljam, jaz sem tisti, ki doživlja, ali pa jaz doživljam nekaj, ki pride do mene, daje nam občutek, da je neka identiteta tukaj.
doživljam, mi se identificiramo s tem. In zdaj, ko sem rekel, kaj so dva pomembna faktorja za doživljanje, smo rekli, da sta dva. Torej, oko v tem primeru in objekt. Če eden izmed teh manjka, to bo še kasneje, okay, do tega bomo še prišli, ampak zaenkrat dajmo govoriti doživljanje kot, tukaj govorim bolj o zavesti. Torej, da se zavemo čutno zavedanje. Vidimo, da sta že dva faktorja, da je tale doživljanje že pogojeno zaradi dveh stvari. Torej, kakšno je potem, lahko začnemo že sumiti, da ta občutek identitete, ki naj bi bilo eden, poseben, združen, končen, oblikovan jaz. In če že ta občutek doživljanja, s katerim se jaz identificiram, že odvisen od dveh stvareh, že začne kazati svojo krhkost. Torej, tega sem na začetku vprašal, je kakšen doživljanje brez čutov. In ni. In potem vidimo, da vsak čut ima tudi objekt. Torej, zaradi te dualnosti objekta in čuta pride do tega čutnega doživljanja. Oziroma, če sem bolj natančen, v spisih bo to opazil, govorimo o zavesti v tem primeru. Torej, zavest je, rečemo, govorim kot sinonim za doživljanje. Torej, slišna zavest, vidna zavest, kušanje zavest, in tako naprej. Torej, in zdaj tudi, zdaj te 6 čutov nas tole ustvarjajo, nas pogojujejo. Zdaj imamo vse teh 6. In vse teh 6 gradi nam ta identiteta. In nekako se usmerja proti temu delu. Ker so večinoma čutov so tukaj. In zdaj je zanimivo, oči mi ne vidimo oči. Oko ne vidi očesa. Torej, nekje je ozadje. Ampak vemo, da je, mora biti. Nekako nedirektno dojamemo, da je. Tudi jezik ne okuša jezika. Uho ne sliši sebe. Torej, mi rabimo, na primer, da jaz vem, da imam oči, rabim drug občutek, na primer tip. Kakšen je bilo tipa, kakšen je bilo ogledala. Bi lahko dojel, kaj so oči. Torej, vidite, kako so zdaj tele, da rabimo cel komplet teh 6 čutov, da imamo tale popolno doživljanje, da imamo tudi občutek, da jaz sem. In jaz sem, se ponavadi identificiramo s tem, kar ni tako pred nami. Jaz lahko rečem, objekti to nisem jaz, ker je tam. Oči pa rečem, da je jaz, zato ker ni tam, je v ozadju. In ko rečemo občutek jaz sem, a je jaz pred nami, a je jaz nekje v ozadju. Občutek jaza. Je vedno nekako v ozadju. Ko pogledate, s čim se vi identificirate, se lahko zdaj razmislite o sebi, vedno je nekako tam v ozadju. Noben ne bo rekel, jaz sem pa ta kozarc, jaz sem pa ta kozovc, jaz sem pa ta pes. Vedno je tam, oči so moje, ker je v ozadju. Ušesa so moja, tip je moj. Zaradi tega pride do močne identifikacije ravno pri tem. In zdaj mislimo, te čuti so zdaj moji in vse stvari so potem zame. Torej, okušam, ta sladoled, to je zame, to je moje doživljanje, moj občutek. Če nekdo nas reče, ti si grd, nas prevzame, ker spet vzamemo moje. Torej, vse nekako imamo občutek, da te 6 čutov smo mi in da vse stvari so potem zame. Ampak, kakor smo že na začetku malo namigali, vidimo, da te občutki pravzaprav so nekako izven naše kontrole. So nam dane vnaprej in to pomeni, da imajo tudi svojo naravo. Svojo naravo prihajanja, odhajanja
In vidimo, ne, če se mi preveč navežemo na te čute, potem navežemo se zakaj? Zato, ker so prijetne, torej, da bodo rekel, imajo gratification, torej neko zadovoljitev. In zaradi tega se mi zasvojimo, zaradi tega jih vzamem kot moje, ker so prijetne. Ampak hmalo pokažejo drugo plat. So tudi neprijetni. In takrat nas prizadene. Zato, ker smo se jih zasvojili kot moje. In na moje mora biti vedno prijetno. Ampak ne, občutki jih ne briga, kaj mi hočemo in nočemo. Torej, čuti imajo svojo naravo, imajo nek način svoj zakon prihajanja in odhajanja, svoj zakon, ko pokažejo prijetnost in neprijetnost. Torej, če bi imeli res kontrolo nad čuti, potem bi lahko rekel, jaz hočem zdaj čutiti prijetnost. Noben se ne bi odločil, zdaj pa hočem, zdaj pa čas, da malo čutim neprijetnost. Ne gre. Torej, očitno gre za temeljno ta zakon, da se ne da kontrolirati čutov. In če poskušamo kontrolirati, bo po nas potem zapeklo. Torej, imajo svojo naravo in zdaj, če mi poskušamo kontrolirati in da je po naših željah in tako naprej, potem bo problem. In zdaj se lahko vidi, če človek trpi kakšno, rečemo, depresijo. Mogoče depresija je enih največjih bolečin, tudi zato, ker lahko pride do stanja, da zdaj, če kakšna majhna bolečina, se lahko hitro zamotimo, gremo kakšen čutni objekt, gremo televizijo gledati, kaj takega. So pa kakšne bolečine, da poskušaš bežati stran, pa ne moreš. Torej vidite, da takrat se začne videti, kako mi hočemo poskusiti uporabljati eni od teh 6 čutov, da pobegnemo od te velike bolečine. Na primer depresija, ker ni niti zelo očitno, kateri čut je sploh depresija. Gleda skoraj vse. Kolikor poskušamo nekaj zbežati, nekaj zadržati, kar ne moramo pobegati stran. Takrat se lahko vidi, koliko smo mi bili zasužnjeni s čuti. Torej, kako lahko zdaj opustimo to bolečino depresije, če ne vemo, kako pustiti. Torej, naučiti se pa moramo opuščati in prepoznati, kaj to je, preden pridejo te težave. Ko vidimo, da smo imeli čutne užitke kot same po sebi prijetne, kot same po sebi v redu, da se držimo jih, ko nismo videli nevarnosti v predajanju čutne užitke. Potem nas seveda, ko se bolj predajamo, bolj se zatopimo, bolj se zasvojimo, bolj imajo te čuti potem pod našo kontrolo, nas naj pod kontrolo. Mi pravimo, Buda je govoril potem, potem ste vi v območju mare tega zlobneža. In potem ima ta mara lahko vas pod kontrolo. Potem lahko dela z vami, kar hoče. Zato, ker smo imeli te čute kot moje. Če rečemo moje, potem smo popolnoma pod kontrolo čutov ali mare, kakor hočemo reči. Torej, dokler občutki imajo prijetnost, torej imajo neko zadovoljitev. Ne moremo reči, da niso zadovoljivi. So. Dajo neko zadovoljstvo. Ampak občutki so tudi nevarni. Torej, kljub temu treba paziti, da treba videti, da ne moramo reči, da so samo neprijetni. Občutki so prijetni, ampak da kljub temu se predajemo neki prijetnosti, se bomo do neke mere čutili zadovoljitev. Ampak je vedno neka meja, ne more iti čez. In če mi ne vidimo te omejenosti teh čutnih užitkov, pa se še zmeraj trmasto poskušamo hoditi čez zid, bo nas bolelo. Na primer, predstavljajte si, da imate
največji čutni užitek. A je res tak prijeten, a ne? Kaj se potem zgodi? Je nek vrhunec, a ne? Ne vem, hrana kaj takega. In se držimo in potem nikoli ni dovolj. A ne, hočemo, nekaj ni v redu. Lahko bi rekel, ok, samo to, pa sem zadovoljen tako, kakor je. Ne, ni. A ne, hočemo malo več, a malo manj, a malo spremeniti, malo preoblikovati, malo pogledati z drugega zornega kota, ampak ni nikoli, da bi rekel, dovolj, ne. Zdaj bom bi pa v tem stanju in bom za večno. Ne gre. To je isto, kot da bi dvignil, ne vem, kaj lep kozarec, ne, pa se ga držim. A ne. Ok, čutim užitek, a ne, držim. Kaj pa zdaj? Čez bo malo utrujajoče ratalo, ne. Že ni več tako prijetno, ne. Kako bom za celo življenje zdaj tako držal, ne. Ok, bom dvignil, zdaj bo malo lažje, a ne. Še malo, a ne, ja, pa pustim, pa ni več. A ne, ampak ljudje ne bojo videli, kje je problem, ampak bojo še zmeraj, še enkrat bojo ponovili, pa ne gre. Pa še enkrat bojo ponovili, pa še enkrat ponovili, ne, malo drugače ponoviti, ne, z drugo roko, ne vem. To je meja. Čutni užitki grejo samo do te mere, ne več. A ne, in so težki, so grobi, so, ne vem, kako hočem reči, tudi poceni. A ne. Torej, Buda pa je govoril o neki drugi prijetnosti, ne o prijetnosti teh čutnih užitkov, kako pridobiti, se zasvojiti, a ne, ampak prijetnost, ki prihaja zaradi opuščanja. A ne, in tukaj potem pride, zakaj meditiramo, zakaj prakticiramo čutno zadrževanje. Čutno zadrževanje ni nekaj, da bi nas omejilo, ampak osvobodilo. A ne, to je omejitev, ko se ti nekaj držiš, a ne, to je omejenje. A ne, ko pa rečemo, Buda, pa popusti, daj svobodo. A ne. Vprašanje, a ta prijetnost zaradi opuščanja tudi čutni užitek ali? Ni čutni. Kateri čutni užitek bi bil? To je čutek opuščanja, čutek svobode. Okay. Tako da je užitek, ki pa izven čutov. A ne. Mogoče rečemo nekaj vrste mentalni, ampak rekel Buda, to je užitek ali prijetnost, katerega se ne rabimo bati. Druge pa se bojte. A ne. To pol, na primer, lahko greš že po poti asketov. Ne. Oni so se na primer odrekali, ne. Ne, zdaj pa to je pa drugi ekstrem. Buda je rekel, so dva ekstrema. Predajanje čutnih užitkov in samo trpinčenje. Samo trpinčenje pa spet uporabljanje čutov mučenja samega sebe. To ni opuščanje. Ko govorimo o opuščanju, govorimo o opuščanju teh 6 čutov. Oziroma predvsem 5 čutov. Kako jih opuščaš, če pa jih... Videti nevarnost. Prosim? Videti nevarnost v njih, a ne. Da vidimo, do katere meje se gre, in da bo nas samo zasvojilo, in po nas prineslo bolečino. Torej, opuščamo naprej tudi z zaupanjem, pač ki nam tako rečeno. To je en del opuščanja, ampak ni dovolj. Ampak moramo se naučiti razvijanje razumevanje čutov, potem je lažje opuščati. Potem je lažje prakticirati zadrževanje, ne. Če razvijemo hkrati to kontemplacijo in hkrati razvijemo to pozornost, je veliko lažje. Pravzaprav mi opuščamo ne zato, ker nam je rečeno, opusti, ali pa zadržuj se, ne, kakor mama pravi, ampak ne. Vidimo, da ko smo pozorni, ne, če smo v stanju čutnega užitka, smo že takoj pozorni, ok, imam super občutek. Sem na vrhuncu sladoleda, karkoli že, ne. Ampak smo pozorni hkrati. In vidimo, a je res tako prijetno. Ne, že čutimo takoj, ko zdaj čutim že kar težo, ko razmišljam o teži, že čutim neprijetnost, a ne. Whatever. Ne rabim tega sladoleda, ne rabim te pice, ali karkoli že, ne. Tako da, ja. To ga ne rabim, da ga bom pojedel. Ja, tako da, torej, Buda je rekel, tisti, ki uživa v teh čutih, a ne, uživa v trpljenju. Ja, na koncu je.
Torej, z užitkom je vedno bolečina, trpljenje. Ne? Torej, bolj ko hočemo nekaj uživati, je to kot oziroma dviganje kovanca in na tej drugi strani kovanca se pobira. Ne? Torej, kovanc ima na eni strani piše užitek, na drugi bolečina, in se držiš tega, ne? In torej, bolj ko uživaš v užitku, bolj uživaš v bolečini. Ne? Je pa torej je pa zanimivo, ne, kako je Buda govoril o teh čutih, rekel, da vse te čuti gorijo. Dal tako močno prispodobo. All is burning. In kaj to all? Kaj to vse gori. In vse je to, kar mi doživljamo, to celotnost doživljanja, ki je znotraj teh 6 čutnih užitkov. In torej oči gorijo, vonj gori, okušanje gori in tako naprej. In to pomeni, da vidimo to nevarnost. In ko se vidimo te nevarnosti, potem vidimo, da je potem lažje pustiti. Ali pa druga prispodoba je dal kot gorenje, je tudi, da je težko, torej oteženo. Torej, čutno doživljanje in čutni užitki so težki, je oteženo. Čutno doživljanje ali čutni užitki? Čutni užitki, ja. Če je čutno dojemanje z nerazumevanjem, je čutni užitek, tako da pride skupaj. To moraš v bistvu najprej zavestiti. Ja, treba najprej prepoznati, torej tisti od tega Na vsakodnevnih malenkostih. Prosim? Na vsakodnevnih malenkostih v bistvu moraš to najprej prepoznati, Ja, tako. Tudi zaradi tega se veliko govorimo o tem, kako biti samoodkrit do sebe, kje je problem, kaj se ponavadi v svetu zgodi, kakšna neprijetnost, kaj se potem zgodi. Iti v neko čutni pobeg. Televizor, radio, družba in tako naprej. Bežanje stran. Zaradi tega potem, bolj ko se mi predajemo te navadi bežanju stran, ker ni druge poti bežanja stran, kot znotraj območja te mare, teh čutnih svetov, bolj bomo potrjevali to domnevo, da jaz sem te občutki. Ampak te občutki niso naši. In Buda rekel, če niso naši, treba jih opustiti. To je isto, kot neki, na primer se predstavlja, te čuti nas ranijo, in mi uporabimo, na primer, predstavljajte si, da te čuti so kot sablja, ki nas zabode. In mi iščemo pobeg, kako je ven iz te bolečine, in uporabljamo te čutne objekte, čutnost, je isto, kot da bi prijeli za to sabljo, pa še bolj porinili noter. Tako delamo. Torej, bolj ko se beži stran, bolj je. Čutki so, dokler je oko, bo gledanje, bo videnje. Mislim, bolj ni smislu, da si rekel, da čuti so trpljenje, čuti so čuti. Ja. Čuti samo Ja. to prisvajanje. Ja, čuti niso, tako, čuti imajo svojo naravo, recimo takole. To je pač Buda sem rekel, so, Ja, ampak niso tvoji. niso tvoji, niso ne dobri, ne slabi, Ja. pač so. Če pa ti misliš, da so tvoji Prisvajanje. in potem Ja. te želje potem pridajo. Ker pridemo iz tega konca, Vidite, če mi razumemo čutev, želje izginejo. Torej, mi gledamo za vse obrnjeno na glavo. Čuti so moji in stvari so zame, zdaj pa vidimo, da pravzaprav čuti so tisti, ki nas pogojujejo. Če gledamo obrnjeno na glavo, jaz sem čuti in vse stvari so zame, to pomeni, da si jaz lahko poželim stvari. Če pa vidimo strukturo v pravem smislu, prav obrnjeno, potem te stvari pogojujejo to človeka, ampak ni več tiste smeri želje, ker želje je vedno iz moje strani. Zaradi tega potem z razumevanjem čutov izginejo želje.
izgine želje, tudi izgine kontrola. Vidite do enega hrepenenja, pa ljudi so najbolj že se, rečemo na praktični vsakdanji, da se mogoče malo ustaviš. Se moraš, ja. Malo zadihaš, Ja. pa greš vase, pa se vprašaš, kaj se radi. Ja, to je prvi korak, da se zadržimo. Ja, tako da vadiš. Ampak ljudje včasih mislijo, pa jih se moram popraskati, pa moram iti tam, a ne. Ampak s tem nič ne naredimo prav, ker še bolj povečamo želje, še bolj povečamo zasužnjenost, a ne. Bud je dal prispodobo, a ne, želva, a ne, želva ima, a ne, glava, dve še noge, rep, a ne, to je šest čutov, ne. In tamle je, ne vem, ena druga zverina in on vidi to želvo in je rekel, kakor bo ta želva bom potegnila enih teh 6 udov, a ne, in bom jaz zagrabil pa ubil to želvo, a ne. In seveda, če želva pokaže glavo, bo zagrabil, a ne. In želva to vidi, to zverino, in želva se nadskriva. In ta zverina gleda, čaka, pa se utrudi, pa gre stran. To je zdaj prispodoba, ne, teh 6 udov, oziroma 5 udov in glava, je prispodoba za teh 6 čutov. In zverina je mara. A ne. Zdaj, kako prakticirati, torej, da ne damo te stvari ven, da ne gremo v objekt, da se ne poželimo stvari. Čez čas mara se bo naveličala in bo odšla. To je tisto, kar bi kako prakticirati, kako bi ustrajen, pa dati napor v prakso. Tako damo napor na prakso, da ne reagiramo na čudne občutke, torej da zdržimo, je mogoče neprijetno za tisti trenutek se zadržati. Ne hočem sladoled. Ampak počakamo. In čez čas odpade. Je bilo res potrebno, saj ni bilo tako hudo. Na začetku, če pa sladoled, pa skočimo, samo tiste želje se poveča, še bolj se identificiramo s to željo, ampak ta želja nikoli se ne izpopolni. Želja nima konca. Nima meje. Tako nikoli ne bo dovolj, a ne. Samo da čisto občutek obstoja, da jaz sem, pa to spet usahne, pa treba že spet nekaj drugega iskati. Zaradi tega se več čas hočemo biti zaposleni in delati neke projekte in govoriti veliko, pa muziko poslušati. Aktivnosti, zato ker aktivnost nas ustvarja, aktivnost nam daje, ohranja ta občutek, da jaz sem. Kakšen to jaz, če je tako odvisen od vseh teh stvari? Utrujajoče. Ljudje ne vidijo druge poti, kakor da ves čas iščejo ta pobeg, oziroma to idejo jaz sem. To je ideja, to ni stvarnost, to je ideja, ki je nam da, nekako smo se je prisvojili neskončno časa nazaj, in nas povzroča toliko težav. Torej ni treba nekoga ubiti ali nekoga izničiti, a ne, samo spremeniti to idejo. Torej govorimo o napačnem pogledu, torej napačni pogled je treba opustiti. Narediti pravilni pogled. Lahko, zdaj smo dali za sladoled, a ne? Lahko še kakšen praktičen primer, kako se tega lotiti v vsakdanjem, da se znamo zadržati, oziroma kaj naj bi to pomenilo? Okej. Na primer, hočeš iti v kino danes. Zakaj hočeš iti v kino? Ja, pač, da se zamotaš nekaj. Ja, očitno veš, zakaj. A se boš zamotil zdaj? Boš šel tu? Ali boš rekel, da ne? Več faktorjev vpliva na to. Torej se odločiš, da ne boš šel, zaradi, ker mogoče že dosti dobro veš, da ne bo prineslo ravno razumevanje dame, a ne, če prakticiraš damo. Torej, in to je to. Ne reagiraš na to. In samo ne greš. Ampak ne samo tisto, zdaj pa jaz ne grem. Uporabi to zdaj za kontemplacijo. Okej, ne greš, pa pride neprijeten občutek, pa se potem zamotiš z nekim drugim. Ne, bodi s tem.
s to neprijetnostjo. In opazi, kako ta zasužnjen jaz moram iti tam govoriti tako za glas noter, a ne. Umiram, a ne. Usmili se me. Jaz bi šel v kino. Če lahko jaz nastavim, na primer, če hočemo piti kavo, ne. Ja, on ne kave menjati. Kava je v redu. Hočem piti, ampak potem pa rečem, da okej, to ni dobro zame, ne. Ja, Na tak način nekako ne želim tega piti. Mi že rečemo ne, ko vemo, da ni dobro zame, kar se tiče za telo, naprimer za zdravje. Ampak to je zlahka videti, ne. Zdaj pa moramo na isti način delati, ni dobro zame za to mentalno zdravje. A ne, rečemo, da ne. Ampak na začetku, ne, je pa tudi pomembno, ampak včasih se bom odločil, ok, bom imel sladoled, ne bom šel v kino. Ampak je dobro, tudi v takem primeru, ne, zdaj ne morem pričakovati, da boste zdaj se še menihi tako ne obnašamo, da bomo vedno rekli ne. Ne gre tako, ne. Ampak, zakaj tako ne gre? Zato, če rečeš preveč ne, pa ne razviješ razumevanja, se človek čez čas samo otrudi in se potem preda nazaj. Popolnoma, ne. Gre v čutne užitke. Zdrži, pa se preda. Torej, ne gre za tisto ekstrem trpinčenja, ampak v vsakem stanju, ko vidimo, je omejevanje dobro, omejevanje čut in tako naprej, ampak ne pomeni, da bomo vedno bili tako strogi, ne. Mogoče se da predal kakšnim čutnim užitkom, ne. Vsaj dokler ne škodi preveč drugim sebi, ne. Pa niso tako grobi. Ampak ko delamo tem, smo pozorni, kaj delamo, vemo zakaj. Čez čas bolj bo to opazno, zakaj to delamo in manj bo prijetno to delati. Ki ne bo več tako prijetno, kot se mi domišljamo, da bo prijetno. Ne bo tako res rešilo problema in trpljenja, kot smo se mi predstavljali mentalno, da bo. A ne? Zdaj, če bom pa jaz dobil sladoled, bom pa srečen, a ne. Ne, vemo, a ne, da okej, ne bo. In potem vidimo, pa se mi ne treba, whatever, pa pustimo, a ne. Torej, zaradi tega najbolj pomembno je znotraj prakse vzdrževanja ta samoodkritost in pozornost. In pozornost je prijetna, osvobojoča, a ne, in bomo s tem tudi opuščali, ne na tak na krut način, ampak na prijeten način opuščanja. Seveda bo malo boleče, je boljše, da zdajle delamo na tem, da bo malo boleče, kakor pa kasneje, ko smo že popolnoma potopljeni v neki depresiji. Takrat bo težko reševati ta problem, ko bom poskušal potem meditirati in kontemplatirati samo zato, da bi bežal stran od te depresije. Pa ne boš šel nikamor. Tako da včasih te depresije treba potrpeti, da čas naredi svoje. Samo kaj pa čas naredi? Zmanjša čez čas, ne. To ima svojo naravo, ne. Ampak lahko traja dolgo časa, ne. Če tako malo prispodobe, ko imam tukaj zapisane, na primer, a ne, čutni užitek je, kakor ribič, ki lovi ribe, a ne, pa se riba ujame v zanko, a ne, in potem ribič lahko dela s tabo, kar hoče. A ne, to je še ena taka prispodoba. Dobra prispodoba je tudi, a ne, imaš 6 živali, ki so privezane skupaj. Imaš, mislim, da je, ne vem, krokodil, opica, ptič, pes, pa še ena drugi živali, pa so vsi privezane skupaj v eni točki, a ne. In vsi vlečejo vsak svoj konec, a ne. Ptica vleče v zrak, krokodil v vodo, opica v gozd, pes vleče v vas, a ne. Tu vseh koncev vleče, kateri je bolj močnejši, tam bolj vleče, ne. In tu so teh 6 čutov. Vedno, to so kot divje živali, vlečejo vsak svoj teritorij, svoje območje, ne. Oči vlečejo v vidne stvari, a ne, ušesa v slušne stvari. Ena izmed njih je vedno močnejša in vedno tam vleče, ne. In tega ni konca. Kakor mogoče se en čut malo utrudi, na primer, drugi čuti, en drug je malo močnejši, a ne. Torej, vedno bo nekdo bolj spočit, pa
potegnil naprej. In tega ni konca. Ne. In zdaj praksa je kako, da daš močen kol vmes, zdaj pa še zmeraj vse vlečejo, ampak noben ni zdaj močnejši od drugega. In čez čas vse ti 6 umiri. Se utrudijo v istem času skupaj. Zato to pomeni, kaj to pomeni? Tale kol, ki je zabit na sredino, pa drži, so vsi privezani na kol, je ta pozornost na telo. Torej, da se zadržimo, smo pozorni nase in to potem umiri potem ta čutna potreba po slišanju, po vonjenju, po tipanju. In čutni užitki imajo le malo, sem rekel, ima neko zadovoljitev, ampak ta zadovoljitev je majhna in bo dal prispodobo kosti in pes. Če ti daš kost psu, pes znori za kostjo, ker misli, da je meso. Malo vonj po mesu in bo zagrabil za to kostjo z upanjem, da se bo nahranil. Ampak, a se bo nahranil, tisto voha, tisto liže, ampak ostane lačen. In čutni užitki so kot ta kost z malimi zvonji mesa. Torej, mi se poželjujemo, grabimo, ližemo, grizemo to kost z misli, da se bo nas zadovoljilo, da bomo potešeni, ampak na koncu je samo kost. Nikoli te čutni užitki ne bojo res nas zadovoljili in nas zapolnili. Ne bomo se nahranili. Tako da, iz tega je, tu je potem ta nevarnost čutnih užitkov, ko grabimo, ko poskušamo jesti ta zrak, z mislijo, da je to zdaj, ne vem, kebab. Kakšno ima pa recimo pri tej praksi zavedanja čutov pa čutnih užitkov, zavedanje o sebi kot lastniku teh recimo čutov, oziroma opuščanju take misli, da si recimo, da sprejemaš stvari bolj objektivno. Gledanje, ne, jaz vidim, jaz. Zmanjšaš jih pomen na tak način. Tako, ja. Tako da glavno je ne, kako moram pa zdaj zagledati, ampak bistvo je, kaj ne delati. Ali pa če dam še ena prispodoba, mogoče bo tudi odgovoril na vprašanje, ne. Na primer, ti imaš palico, pa ti hočeš, potegneš ven iz vode, neko palico tam plava, in poskušaš podrgniti z drugo palico, da narediš ogenj. Ti moraš naprej pustiti, da se palica posuši. Ti ne moreš narediti ogenj z mokro palico, Torej, ti pustiš palico zdaj na zunaj, da se posuši, in ko se posuši, potem lahko podrgneš z drugo palico, imaš ogenj. In zdaj pri praksi je tako, okej, zdaj, ker se mi omejujemo čutna poželenja, to pomeni, da mi ne damo več palice nazaj v vodo. Voda je čutno poželenje, čutnost, Damo palico ven in se posuši. Kakor te živali so se zdaj umirile. In pustimo tako. In zdaj naša vztrajna praksa, zdaj ni zaenkrat nič drugega, kot da ne damo te palice več nazaj v vodo. Samo to. Ni treba delati neke tehnike, neke metode, neke kontemplacije, neke mantre. Ne dati palice nazaj v vodo. Čez čas bomo potem videli, kako se potem naredi ogenj, pa da ima korist. Ampak saj čez čas to potem samo odpade, Če ti vadiš, ujutno se začne. Ja. To pomeni, vadenje pomeni ne kako nekaj dobiti, pa nekaj doseči, ampak vadenje pomeni, kako opustiti. Torej, vadenje je, da ne damo palice več v vodo. Torej, da ne gremo več nazaj v čutne užitke, da ne gremo se popraskati. To je potem vadba.
tudi cilj vadbe. Kaj to? Cilj vadbe Ja. je ta, cilj vadbe je spoznati resnico. Tako. In kako bomo pa za resnico, ne tako, da bomo se zatopili v gnoj spet, a ne, pa spet se vrgli v blata, ne. A ne, kako se otresti tega blata in potem videti naravo tako, kot je, a ne. Nažalost ni druge poti, a ne. To je kar malo tako, a ne, zakaj? A ne, pa zakaj ne morem jaz uživati pa biti vedno srečen, a ne. Probaj. Pa smo vsi že poskusili na tak način. Pa še zmeraj smo trmasti. Pa še zmeraj gremo tam, pa ne, bo po moj način. Bom jaz še zmeraj užival vse te ekstremne čudne užitke, pa bom še zmeraj bil srečen, bom imel vse pod kontrolo. Pa smo že to večkrat naredili. Torej, res odvisno od nas, a ne. In kakor je tudi Adžen Čaj rekel, a ne, tudi Adžen Janamol je rekel, ponovil to citirate Adžena Čaja, a ne, ko malo pustiš, boš imel malo sreče. Če veliko pustiš, boš imel veliko sreče. Če pa popolnoma pustiš, boš imel pa popolno srečo. A ne? Tako da, to je res na koncu odvisno od nas samih, koliko hočemo pustiti. Torej ni nobenega zunaj nekega boga ali menihi, da bomo kritizirali, a ne. Vi ste grešniki, ker se imate čutne užitke, a ne. Kaj je rekel, opustiti kaj? Če malo opustiš, če pa vse opustiš? Nevednost, čutnost. Ali doživljanje? Ja, ne, Ali pa doživljanje kot lastno? to doživljanje. Tukaj smo rekli, ta Lastno. kontrola, identifikacija s temi čutji, a ne. Kaj je problem? Te želje, vse to, vse na koncu postane to vse en sinonim. Želje, kontrola po čutnih užitkih, jaz sem, trpljenje, ne. To je potem postane ena ista stvar. Želje, stvar naprej. Samo drugače povemo, a ne. Kako je pa z egom, kje ego igra vlogo ali pa to želja po, ne vem, potrditvi, da te drugi priznajo, da si pomemben, da te neke stvari, ki ego, kako se tem stvarem. To vidiš, da rabimo vse te ena ali izmed več teh čutov, da rabimo dojamenje. Že to, da smo mi v družbi, rabimo nekoga, da je nam ogledalo nazaj. Ja. A ne, torej moj ego je spet odvisen od drugih elementov. Kakšen je to ego? Krhek. Ampak človek je tako neumen, a ne, da rabi potrditev drugih, da potrjuje svoj ego. A ne bo opustil. In potem bo Kako, na primer, to opustiti do neke mere? videti nevarnost tega, torej biti samo odkrit najprej. Videti bolečino, kar ti delaš, je brez veze. Torej, je dobro, da se mi gremo v samo, da se ustavimo in razmislimo. In vidimo, kako nam govori neko svoje. On je kriv, tako bi mogel biti, kaj mi je rekel, ne bi smel tako reči in tako naprej. In vidimo, da pravzaprav res odlagamo svojo odgovornost na druge. Ker prispeti odgovornost zase je preveč boleče. In nas držimo in poskušamo projicirati na druge. Zdaj mi je šele potegnilo, da pač je 6 čutov, da potem pod čutno zadrževanje šteje verjetno tudi zadrževanje mentalno. Pač. To mi do zdaj ni šlo skupaj, ne. Ampak kaj to dejansko pomeni? Torej, recimo, ne vem, če vidiš nekaj lepega, potem se ne boš predajal tem, ne boš razmišljal o tem, da je to lepo, ampak pač ne boš razmišljal o tem, ali Ne, lahko prepoznaš. prakticiraš takšno mentalno zadrževanje. Ne, to ne pomeni, da ne smeš prepoznati lepoto, ali pa videti nekaj lepega. Lahko vidiš, to je lepo, to je okusno, to je v redu, ampak se začuti, ko pa pride ta želja, ko se hočemo prisvojiti, kar se lahko pozna pri kontroliranju, pri spreminjanju, zadrževanju, povečanju. A ni to tisto, ko ne daš palca v vodi? Tako, ja. Torej, ni problem iti v naravo in videti, narava je lepa, ta naš gost je lep. Ne moramo reči zlo, vse, kar je lepo, je zlo, lahko, lepo je. Se pravi, Buda je rekel, je zadovoljitev pri čutnih užitkih.
Ni rekel, da tega ni, da čutni užitki je samo zlo. Ne, je zadovoljitev do neke mere, ampak je nevarnost tudi. Ker je ovira, ker to smo se pa prej Ja. pogovarjali. Mislim. Zdaj problem je in te lepi objekti v svetu stanje take, kot so, je Buda rekel, ne, ampak te želje, te potrebe po spreminjanju, kontroliranju, to izgine, ker to je problem, to povzroča. Torej, če bi rekla, če gledam zdaj mentalni čut, ne, torej, da jaz razmišljam, zadnjič sem se imela pa tlele ful lepo, recimo, ne, in pa ful razmišljam, koliko je bilo to fajn, pa v glavi pogrevam, koliko je bilo to fajn, in pa razmišljam, mogoče bi pa želela še kdaj tja iti, da bo še enkrat tako fajn. A pač v tem Tukaj se, aspektu kaj se začne, že je v redu, se bi ti bilo pa prijetno. Pa tale, zdaj pa postane že neprijetno, ker spominjanje ni več tako prijetno, ima tale že okus neprijetnosti, ker hočemo nazaj dobiti, hočemo še enkrat to imeti. In potem grize, še enkrat, ne. Potem že iščemo kakšno pot, kako pride do tega. In to potem boli. Torej, in če imamo mi nagnjenost k obsedenim misli, in potem pride kar problem, in potem se moramo popraskati, Torej, ne se popraskati. Govoriš iz izkušenj, komaj. Tudi meniško življenje ni tako super, pomaga zelo, ker imamo pravila, imamo skupnost, in je manj tega hitrega popraskanja in je več spodbude pri zadrževanju, ampak ne pomeni, da je čist tipi-topi, Je pa neko okolje, ki to pomaga, tako da meniško življenje pravzaprav naj bi bila neka bližnjica, da ga malo hitrejša ta pot, ampak še ne pomeni, da vi kot laiki ne morete prakticirati. Je pa težje. Napaden si. Napaden, vsi družbi, možnih. tako, medija, družba, vsi, ko pogovarjajo s tabo, vse te stvari pride in se hitro izgubimo, smo šibki, Zdaj ga bude govoril vedno, najdemo se v pravo okolje, najdemo se v prave prijatelje, Tako da, zato je tudi ta opaseka tukaj, da vidimo, da nismo edini, ki prakticiramo to, da so tudi drugi, ki razmišljajo na tak način pri zadrževanju in puščanju. Če bi nekoga na ulici to vprašal, kako gre s tabo pri zadrževanju in puščanju? A čutiš to opuščanje, to olajšanje? Se počasi kakšni presediti. Ne, res. So ljudje, ki so tako, malo bolj vidijo stvari bolj dolgoročno in zaradi tega, ker vidijo bolj dolgoročno, vidijo, kako se splača biti človek krpos in da je zadrževanje je vrlina, da ni šibkost, Tako da, zdaj pa, ki Bog je mrtev, kot je Nietzsche rekel, vse je dovoljeno, in družba se potem vrže v to svobodno dejanja, svoboda govora, več pa nismo svoboda govora, velika svoboda dejanja, Potem ta seksualnost je zelo proliferirana, razvejana in to je v družbi sprejeto in hvaljena zadeva, tako da in to je problem potem.